Dober dan vsem skupaj, ne? Tokrat v eni situaciji, ki mogoče malo je drugačna kot tisto, kar vsak dan v zdravstvu poslušamo, torej o COVID-u in pa številu obolelih. Jaz bi samo tako rekel, da mi nekako poskušal povedati, da je to, kar smo se pravzaprav včeraj nekako dosegli ali pa naredili, pravzaprav stvar, ali pa dokaz, da nismo pozabili tudi na ostali del medicine in pa na bolnike, ki imajo vse naše druge težave in da je bil pravzaprav to en preskok, ki ga je omogočila seveda tehnologija, na drugi strani seveda tudi vodstvo UKC-ja, pa seveda na tretji strani in pa pravzaprav, kar je najbolj pomembno, naša klinika in pa znanje našega otološkega tima, ki je pač eden izmed segmentov naše klinike, ki je pravzaprav opravljamo vse tercijarne najtežje operacije v Sloveniji za celotno vzhodno polovico države. Tako da, včeraj smo prvič v Sloveniji ustavili rečemo temu vsadek, ki je kostno sidran za bolnike, kateri imajo težave z sluhom, ki so prej ali niso imeli sploh možnosti takšne rehabilitacije, zdaj pa pravzaprav je to ena bistveno boljša, ena bistveno, recimo temu, elegantnejša rešitev, o kateri bo pa več povedal profesor Rebolj. Tako da, kar njemu. Prav, hvala za besedo. Včeraj smo ustavili tako imenovan osja implantat in pri tem gre za napravo, ki je vsajena v kost oziroma se zraste s kostjo in temelji na draženju z piezoelektričnim efektom. In ta naprava omogoča bistveno boljše ojačitve kot vse temu primerne oziroma primerljive naprave doslej. In posebej je njena moč v področju visokih frekvenc. Tako da si na tem področju obetamo bistveno večjo korist za paciente. Indikacijsko področje za to je pa enostranska gluhost in pa prevodne naglušnosti in pa mešane naglušnosti, se pravi kombinacija naglušnosti, ki nastane zaradi okvar notranjega ušesa ali pa srednjega ušesa. Tako da v bistvu nabor pacientov je ena posebna skupina, se pravi, treba je najti te paciente, opraviti tudi testiranje pred operacijo, kjer lahko pacienti na nek način tudi dobijo en vtis, kakšna bi bila korist od tega in tudi to je ena od prednosti takšne naprave. Sicer pa je, kakor je rekel docent Lanišnik, to timsko delo, se pravi, pacienti so obravnavani v audiološki ambulanti, potem seveda operirani, kasneje pa je potreba ta implant oziroma delovanje tega tudi nastaviti. Operacija je bila izvedena včeraj v splošni anesteziji, trajala je slabo uro in pri tej operaciji se vstavi tako imenovan notranji del implanta in se ga fiksira na kost in položi pod perioz, se pravi, to je ovojnica kosti, kjer se potem v toku 4 tednov približno zraste z kostjo in po 4 tednih je potem zadeva tako daleč, da lahko začne pacient nositi tako imenovan zunanji del oziroma govorni procesor. Le tega pa je potem treba nastaviti glede na pacientov sluh, se pravi, na karakteristike njegovega sluha. Dosedanje izkušnje v svetu glede te naprave so zelo dobre. To je precej nova stvar, v bistvu mislim, da so se s prvimi takimi operacijami srečali lansko leto, teda smo kar veseli, da smo, bi rekel, hitri glede tele naprave v Sloveniji. Bila je narejena kot prva operacija v Sloveniji, upam pa seveda, da ne zadnja. Skratka, nabor teh pacientov je približno 20-25 na leto.
tako da pričakujemo, da bomo pač seveda s to dejavnostjo nadaljevali. Mogoče bi lahko tudi pokazal, kako to zgleda na modelu. V bistvu je tudi estetsko naprava dokaj sprejemljiva za pacienta. To je pa mogoče dvigno, upam, da ne bo. Ven padel, ja. Ampak zgleda takole. Se pravi, tukaj je ta implantabilni del, ki ga ustavimo v področje za ušesom. Tukaj se fiksira na kost in zunanji del pa je potem lahko v različnih barvah, ki jih prilagajamo pacientom, pa v bistvu je to takšen majhen gumbek, ki je estetsko dokaj sprejemljiv in to je skrito v lasišču približno centimeter do centimeter in pol za uhljem. Ta naprava je povezljiva tudi z temi pametnimi telefoni, tako da je moč slišati tudi telefon v to napravo, tudi mikrofon, če ima recimo učenec v šoli težave pri razumevanju, lahko mikrofon poveže z tem procesorjem in sliši preko njega učitelja in možno je preko njega plasirati tudi zaščito pred vodo in iti s tem tudi v vodo, se pravi, z tega stališča je možno plavati in biti v kontaktu, recimo otrok, starši in kakorkoli. Tako da, to napravo, kot rečeno, dobi čez približno mesec dni, ko se vsa zadeva zaraste. Tako da, to je bilo z moje strani. Zdaj pa mogoče, če vam kaj vprašate, ne se rade vole. Ja, mene zanima, kje ste začeli s tem operacijom, oziroma kje ste se vi mogoče srečali s tem, če ste šli na posebno usposabljanje, da ste jo izvedli, glede na to, da gre za novejšo zadevo, kaj pričakovalo, kako dolgo garancijo ima? Aha, ja, se pravi, implant je bil razvit v Avstraliji strani firme Cochlear. To pravzaprav v svetu vodilni proizvajalec implantabilnih slušnih pripomočkov. Zelo bi rekel, veliko ime so si ustvarili v kohlearni implantaciji, se pravi tako imenovani polškovi vsadki in v bistvu ta njihova tradicija sega že iz 80-ih let in iz tega je potem nastala ena velika firma, ki pravzaprav danes oskrbuje v svetu velik del populacije slabo slišečih ali pa gluhih pacientov. V sklopu tega je seveda treba vršiti izobraževanja in sam sem seveda tudi, bi rekel, šel na tečaj, kjer se to izvaja. Najprej se seveda izvede na modelih in to je bilo pravzaprav že ob nastopu COVID-a nekje, ko je tak tečaj bil, da sem to zadevne izkušnje že takrat dobil. Potem pa je vsa zadeva nekoliko tudi strani kompanije zastala, ker jasno so bile tudi omejitve potovanj in tak naprej in so pravzaprav v lanskem letu, kot sem rekel, začeli bolj z operacijami. Ne. Tako da, ja, treba je določen trening in določene poznavanje tehnike, da ta zadeva uspe. Ta spodnji del tega implanta je tisti, ki dejansko premika kost in vibracije te kosti se potem prenašajo v notranje uho. Tako da ni vseeno, kako plasiramo ta spodnji del. Ne sme biti, da rečem, v zraku, mora biti v določeni distanci od notranjega ušesa, mora biti čim bliže, seveda se pa določenih struktur ne sme dotikati, da seveda ne bi prišlo do motenj. Tako da, ja, izvolite. Če lahko še v bistvu vprašanje za oba, da bo nam še bolj razumljivo, oziroma ljudem, kako v bistvu velik preboj oziroma korak izboljšava je to v primerjavi z tem, kar je do zdaj bilo na voljo za ljudi z temi težavami. Dejali ste, omogoča boljše ojačitve, ne sluha, pa če morda lahko še enkrat na kratko povzamete te bistvene prednosti v primerjavi s tem, kar je bilo do zdaj. Se pravi, naprave za kostno prevajanje zvoka
imamo bogato tradicijo v Mariboru in smo prvo operacijo izvedli pred 19 leti. Problem teh naprav je bil, da je bilo kar nekaj problemov z kožo okrog teh raznih nosilcev in tudi določene ojačitve v določenih frekvenčnih območjih niso bile zadovoljive. Tako da to je pač, bi rekel, zahtevalo razvoj nečesa novega in to je ta nova Osja ponudila. Se pravi, to je tako strani bi rekel, akustičnih lastnosti napredek in napredek je seveda tudi v tem govornem procesorju, ki sem pokazal. Se pravi, pacient, to je estetsko zelo sprejemljivo. Celo je možno imeti mogoče kakšno čelado ali kakorkoli vršiti določene športne aktivnosti s tako napravo, kar pa prej, ko so bile bolj preproste naprave, to ni bilo mogoče. In pa, tako sem rekel, tudi te razne povezljivosti z pametnim telefonom lahko pacientom omogočajo bistveno boljšo kvaliteto življenja. Tako ne, da mogoče samo, da nekako riščemo, ne, ali pa da mogoče še tudi zgodovino povemo, ne, tako je Janez že omenil, ne, to ni zdaj kar nekaj, kar se zgodi, ne, slučajno nekje v neki izolaciji, ne, ampak je stvar, ki jo zahteva neko okolje, ne, ki ga je zdaj pač ta klinika, pa prej oddelek nudil že zadnjih, ne vem, bomo rekli temu več desetletij, implantacija polškovih vsadkov in pa implantacija kostno-sidranih implantov pa se je pa potekala zadnjih 20 let. Kar je pravzaprav problema, ne, ali pa prednost tega je, da je ta naprava bistveno bolj pacientu prijazna, ne, bistveno ne samo estetsko, ampak tudi funkcionalno. Poleg vseh akustičnih izboljšav, pa povezljivosti, pa vseh teh stvari, ki jih pravzaprav danes skoraj, da si ne moramo več predstavljati, da bi bili brez. Ne. Ker prejšnje naprave za kostno-sidrene so bile, dokler je omenil, da so bile bolj preproste, so zahtevale po domače povedano, da si imel šrauf v glavi, ne, oziroma ta šrauf je bil enak kot implant zobni, transkutano in na to montirana potem procesor, ki je vibriral. Ne. Zdaj pa to vse pod kožo shranjeno, ne, spravljeno noter in procesor, ki je pa na magnet in se ga lahko odstranjuje in je pravzaprav, kar se tiče čisti funkcionalnega, estetskega, negovalnega stališča, čist nekaj, en breakthrough, lahko mirno rečemo. To je en tak tipičen primer, kako se je lepo, v bistvu tehnologija napredovala v pacientu bolj prijazno. Kakšne so načakalne dobe za odvršno operacijo? Aha. Zdaj, jaz sem menedžer, ne bi skoraj da rekel tukaj, ne. Zdaj, vse sem pričakoval, ne, da bo to vprašanje čakalnih dob padlo, ne. Zdaj, najprej nekaj splošno o čakalnih dobah, no. Čakalne dobe na Orele kliniki v Mariboru so med najkrajšimi čakalnimi dobami v Sloveniji, to lahko vsak preveri na Zvemu, če hočete, za ambulantni pregled, ne, se čaka do 3 tedne zaredno, drugače pa zelo hitro pa takoj. Medtem, no, sam primera, ne, včeraj je prišel en gospod iz Ljubljane podpisal, da bi bil pregledan recimo pri meni v moji ambulanti subspecialistični, pa smo poslali datum 25.2.2022, pa je potem pisal nazaj, če smo se slučajno zmotili, da ni 2023. Ne. Pa se nismo, ne, kar pomeni, da pravzaprav smo tudi v času COVID-a bili zelo, zelo dostopni. In kar se tiče operacij, seveda, smo zmanjšali vse operacije, vključno, nismo pa zmanjšali implantoloških operacij in smo delili vse v lanskem letu, se pravi toliko, kolikor jih nam zavod dopušča. Ravno zaradi tega, ker gre to ponavadi za hudo omejene ljudi, ker so gluhi, ne more funkcionirati v nekem normalnem okolju, predvsem je pa pri polžjevem vsadku gre to za otroke, ki pravzaprav čakalne dobe nimajo. Se pravi, ko je on star 1 leto ali pa kakorkoli se že pač odločimo, da je tista točka, ko je diagnosticiran in je indikacija za polžjev vsadek, je tudi operiran. Se pravi, za baho, oziroma za kostno-sidrane implante, pa seveda neka čakalna lista je, ker smo zopet omejeni, žal, s številom operacij se strani ZZZS-ja, ne z nami. Toliko in mislim, da je čakalna doba... Zdaj je približno 1 leto. 1 leto. Probamo seveda na vse načine mile viže zmanjšati, ampak število operacij je toliko, ker nam jih dajo, žali Bog, to smo v pogajanjih, jaz moram pač, da ne bi sam šimfo ZZZS,
ga moram tudi malo pohvaliti, da so na določenih situacijah tudi pa k nam tudi prišli nasprotja, recimo pri polževem sadku, je bila v lanskem letu oziroma v letošnjem letu smo rešili v 14 dnevih problem bilateralne koklearne implantacije, ker plačali so na eno hospitalizacijo en implant, želja oziroma dostikrat pa indikacija, da se naredita pri otročku ob eni operaciji 2, pa so prišli nasproti in smo rešili to v bistvu res 1-2 drag. Tako da včasih tudi oni tudi zafunkcionirajo. Tako da čakalne dobe pa žal, so pa tudi vse po svetu, to vam lahko skoraj da trdim. Bo pa zdajle bomo naredili maksimalno, kar lahko naredimo, zdajle samo, da se tale val omikronski nesrečni umiri, da bomo vse tiste čakalne dobe, ki so bile predvsem na kirurškem delu, nekako probali zmanjšati. Je pa res, da mi nismo nikoli dol zaprli, to je tudi treba povedati, niti ambulant, niti operative. Programa smo naredili približno 80% v lanskem letu, kar je glede na to, kako je izgledalo, bom rekel, sem zadovoljen, smo na nivoju z leta 2017. Se pravi, to, ker smo naredili programa 2017, naše najboljše leto je bilo pa 2019, tik pred, potem pa po lepo poku na sodaru. Kakšni slavosti je mogoče? Prosim? Kakšni slavosti je mogoče? To je Janez, mislim, da so to odvisno, indikacije. Če govorimo za kohlearne implante, kar je docent Kliničnik omenil, to gre pri popolnoma gluhih otrocih, je v bistvu indikacija oziroma za poseg, da dobi eno ustrezno kilažo, ki je sposoben za operacijo, to je približno 7 kg, to so zelo majhni otroci. Kar se pa tiče te naprave, ki smo jo zdaj vstavili, se pa lahko tudi otrokom vstavlja. Tako da nekje po 5., 6. letu je to mogoče vstaviti. Pa navzgor. Tako, pa navzgor. Da še samo to, potem, ko pacientu to vsadite, pa še isti dan lahko zapusti bolnišnico, koliko časa pa potem v bistvu še vse skupaj traja, da to zaceli, pa da se nastavi ta proces, koliko časa? Ja, se pravi, pacient je včeraj, tudi tisti, ki smo ga operirali, zapustil bolnico popoldne, ko se je zbudil z narkoze pošteno, in potem pa mora cela zadeva v kostu rast. Tehnika je ravno posebna deloma tudi zaradi tega, ker mora tisti nosilec tega implanta, bi rekel, popolnoma zrast s kostjo. Se pravi, tudi hitrost navoja in tak dalje, ne sme biti prehitra, da se kost ne pregreje. Tako da 4 tedne traja, da se to zgodi in v tem času po tem času dobi ta zunanji del, ko se to vse skupaj zarasta. No, potem pa se to je omenil, pa mogoče ni poudaril, potem so pa stvari še sledijo temu, nastavitve. Vse v bistvu to, kar ste hoteli tudi, to ni stvar zopet, da samo pacientu damo noter, pa potem bejš, po domače, ampak je to stvar, kateremu je treba potem to spremljati, urediti, zato je to tudi funkcionira. In mi imamo, kar se tega tiče, urejeno sodelovanje tudi medinstitucionalno, z Centrom za sluh in govor, največkrat, kjer pravzaprav te stvari oziroma te implante potem tudi nastavljajo. Ko obstaja en tim, Janez ga predstavil, mogoče je tudi to zanimivo, ker je to ena taka mogoče unikatna zadeva v Sloveniji tudi. Ja, tako, ta zadeva se je zelo dobro izkazala v praksi. Kar se tiče ostalih implantacij, imamo tim za polžkov vsadek in večina ljudi iz tega tima je locirana na Centru za sluh in govor na Vinarski ulici. In to je tim, ki ga sestavlja inženir, elektroinženir, ki nastavlja tele naprave, potem logopedi, tudi psihologi, ki tudi preverjajo stanje in kognitivne sposobnosti teh bolnikov. Skratka, tam imajo zelo bogate izkušnje. In sledenje teh pacientov je v bistvu doživljenjsko. Spravi, ko enkrat dobi ta zunanji del, bo čez 5 let zamenjal in če se bo tehnologija v tem času izboljšala, kar upam, da ni za dvomiti, lahko on potem profitira od vsega, kar pride na novo spet čez čas. Skratka, notranji del se vstavi in tisto stane not, zunanji del pa pravzaprav se lahko menja približno na 5 let v Sloveniji in s ta način se lahko dobi vedno tiste najnovejše pridobitve. Da je nekje 20 do 25 pacientov UKC
Letno. primernih za ta? Letno. Letno, ja. To je številka, ja, ki smo se izpogajali z ZZS. Lahko v tem prvem pacientu še kaj povete, je šlo tudi za otroka ali odraslost? Ne, težave je imel, ali je prej že imel kak implantat, pa ni bilo vredno, ali tako? Ne, šlo je za pacienta, ki je bil enostransko gluh in pravzaprav je aktiven, je v srednjih življenjskih letih in taki pacienti imajo zelo velike težave v komunikaciji. Stalno se mora obračati na tisto gluho stran in seveda okolje tudi ne ve, da si ti na eno stran gluh in če ti kdo z te gluhe strani nekaj razlaga, govori, je to zelo naporno in se mora skozi obračati. Glava namreč predstavlja neke vrste senco pri tej enostranski gluhosti. Tudi njega pravzaprav ta situacija v življenju precej ovirala. Na tak način si tudi bistveno bolj utrujen, kar se tiče dela na koncu delovnika in to je bil njegov motiv, zakaj je želel to stanje izboljšati. Tega ni mogoče popraviti z nobenim slušnim aparatom, ker če je uho gluho, ne morete tam nič in zaradi tega je pravzaprav on primeren kandidat bil za tako napravo. Si pa želel eno tako rešitev, tako da je pravzaprav bil s tem zelo zadovoljen. Kaj pa ta naprava, to omogoča, mislim, verjetno ne omogoča normalnega sluha potem? Vse so smo skoto. Kakve vrste sluhe, to če lahko? Mogoče mi jaz razložil zaradi tega, ne, ker bom bolj enostavno razložil, ker nisem otokirurka, ne, ker Janez bo to bistveno bolj komplicirano hotel povedati, ne, bom pa jaz povedal to tako, kot se ti reče za telebane, ne, tako domače, ne, ja. Enostranska gluhost je idealna indikacija za to zadevo, zaradi tega, ker pravzaprav se tu montira ta mašina, ne, ki bo potem vibrirala na kosti in se bo ta zvok, ne, ki ga bo zaznavala na tej strani, gluhi strani, prenašal po kosti na zdravo stran, na tisto, ki je edino slušeče uho. In to je v bistvu ta trik, ne, ki se naredi, ker mi slišimo vsaj recimo slabih 50, pa tam okoli 50%, ali pa malo manj, no, sluha, ki ga mi, ali pa slišnosti, ki jo mi imamo, ne, je nekje tudi po kosti. Ni vse samo po zraku, ne, se si bi lahko zaprete sluhovode, date prste v ušesa, pa boste slišali tudi, ne, okolico. To pa deluje na približnem načinu, samo da je ta transdukcija, ne, je idealna zdaj v tem primeru, ker je to na kosti direktno, prenos je z minimalnimi izgubami in enostranska gluhost je to tisto, kar naredi. Prej si imel pa, drugače pa tega ne moreš narediti. Se pravi, če ti ne moreš ti forsirati gluho uho z nekim slušnim aparatom na isto uho. To uho je fuč. Ne? In vse je treba prenesti samo s tem trikom, ne, preko prenosa kosti na drugo stran. Pravi, če preprosto povedamo, da slišal bo tako, kot te grobi sliši, pa si zapremo. Ja, tako, pač... Podobno, ja. Čist. Ja. Je pač boljša. Tisto, kar povejo pacienti z enostransko gluhostjo, ki dobijo tako napravo, je, da se jim pravzaprav zavedanje te gluhe strani bistveno zboljša. Se pravi, tudi v prometu, nekateri so se pritoževali, da niso z ene strani slišali, če pride avto. Tako da tudi v vožnji z avtomobilom se ne čutijo nekateri sigurne, tako da marsikaj povedo. No. Ja, ta občutek potem pride in to tudi občutek ravnotežja na nek način trpi. Se pravi, tudi ravnotežje je povezano s tem, da imamo sluh bilateralno, se pravi z obema ušesoma. Vse to je ta fora, ne, da res moraš imeti nekako približno uravnoteženo, ne. Potem pa možgani sprocesirajo in zato je tudi je bila tudi omenjena mim grede, ne, te ljudje morajo biti kognitivno ustrezno sposobni, če so odrasli, ne, se pravi, da imajo potem možnost tega procesiranja tudi možgan, ne. Kaj pa imate zdaj že naslednje paciente, ki čakajo na to operacijo, so že Imamo. Da se vas smejim, kar ne poveš. Mi smo včeraj računali narediti 2 operaciji, ne, ampak spet prišel COVID in ta drugi pacient je žal bil pozitiven in nismo mogli tiste operacije narediti, tako da imamo pa napravo že zanj pripravljeno, skratka bili smo tik pred tem in bo prišel čez 14 dni in bomo operacijo naredili. Tam gre pa za drugačno situacijo, tisti pacient ima kombinirano izgubo sluha, bil je operiran zaradi kroničnega vnetja ušesa in ima eno radikalno votlino, v katero spet slušni aparat ne gre in
v ta namen bo dobil to napravo, ki mu bo pa na to, na glušno uho pomagala izpostaviti boljši sluh. Mislim pa, da ima tudi na kontralateralni strani slabši sluh, tako da se bo nekako se bo potem nekako s tem zboljšal. Ja. Kombinacije več, ne? Ja, COVID je tudi včeraj udaril, ne? Ampak se smo vedeli, tale gospod je pa, ki je pa bil včeraj prej, je pa COVID že prebolel, ne? Tako da smo bili, vedeli, eden bo, a ne? To bi mogoče še povedal, da potem, ko sledimo paciente, jih približno pol leta, bi rekel, pustimo, da se navajajo na to napravo, potem pa preverimo, kako oni s tem funkcionirajo, se pravi čist objektiviziramo, mislim, test je subjektiven, ampak vidimo, kako sliši zvoke in pa potem tudi razume besede. Tako da... Torej, ta naprava omogoča, kot sem rekel, zboljšanje predvsem v visokih frekvencah, tako da včasih je bil problem ojačitve, tam okrog 3, 4 in 6 tisoč hercev, tako da govorno področje pa je med 500 in 4 tisoč in računamo, da bo v tem področju pravzaprav praktično ravna krivulja, ne, ki je včasih nismo mogli dobiti. Ne. Koliko pa vredno ta operacija? Torej, boš ti povedal? Mislim, lahko povem, ja. Vprašanje je zdaj, koliko je vredna operacija, koliko je vredna pa mašina. Zaenkrat takala operacija, ta operacija v bistvu na ZZZS ni predvidena, če smo odkriti še. Ne. Se pravi, to je bilo, zato sem tudi se zahvalil vodstvu UKC-a, ki v bistvu smo to naredili, ker v ZZZS še ni predviden, so kostno-sidrani implanti, bahe, tle je pač stvar, ki jo treba še na nek način izpogajati. Zdaj pa narediti je treba, da vidimo, kakšna je rečemo temu, prve izkušnje, in da imamo potem te, pa se bomo usedli dol pa zmenili, definitivno, koliko je naprave, imajo pa pač neko ceno, katera zdaj se postavlja potem, ki se postavi na javnem naročilu. Zdaj, dokler je to samo en proizvajalec, kar v tem primeru zaenkrat še je to. Več ali manj so pa te cene tako tam nekje. Zdaj vam, ne vem točno, ne bom rekel, ampak mislim, da se približno okoli 12 tisoč evrov pogovarjamo, 14, ja. Se pravi, približno 14 tisoč evrov je stane tale mašin. Z DDV-jem. Ja. Prosim? UKC je to zdaj? To je zdaj UKC zaenkrat. Ne, ni bilo samo plačniško. To pač se bomo, leto je na začetku, tako da aneksi se še lahko naredijo, na ZZZS-ju, kar se tega tiče. Bomo pa pač to mi uredili z njimi, na nek način, ker če bomo dobili občutek, da je ta naprava, tako imamo zdaj, feeling, da dejansko je neka dodana vrednost za bolnike. Ker je pa dražja kot seveda, kot pa tista, kar pa plačujejo, se pravi kostno-sidrane implante Baha, kot se temu reče, to kar 19 let že dajemo not. Verjetno bomo iz tega fonda nekako se zmenili, da bojo neke indikacije in tako naprej. To so pač stvari. V glavnem, nekak se bomo zmenili, da bo za bolnike vredno tako. Na čelu pa te implantabilne opcije slovenski zavarovanci ne plačajo svojega žepa. To so, bi rekel, zneski, ki so verjetno za marsikoga bistveno previsoki, da bi si lahko to privoščil. In ne bi radi zaradi tega izključevali možnosti rehabilitacije. In to je pravzaprav res ena boniteta, ki jo ta država daje, se mogoče malo premalo zavedamo. Ker tudi, če gremo na kohlearne implante, polške vsadke, tam je znesek oziroma vrednost tega bistveno večja. Ampak z njo seveda lahko otrok pride v svet slišečih, se lahko normalno izobražuje, postane, bi rekel, aktiven v družbi in tudi participira v dobro družbe, tako da cost benefit teh naprav je kljub temu zelo velik. Mislim, to je res, da v bistvu ljudje malo počas pozabijo, se je res marsikaka hiba tega javnega zdravstva, ampak načeloma je pa generalno gledano, jaz temu rečem civilizacijska pridobitev, ki je pravzaprav jo težko nadomestiš s kakršnikoli drugo obliko. In eden izmed tak je tudi
razvoj kohlearne implantacije, če hočete, ali pa kakršne, tudi marsikaterih drugih malo bolj kompliciranih, in pa seveda tudi s tem tveganih posebov. Tu pa mislim, vse smo se še vedno dogovorili, mislim, da se bomo tudi tukaj dogovorili, da bo to, da pacienti v Sloveniji ne bodo prikrajšani za kakšne takšne zadeve. Tudi firma, se pravi Cochlear, mislim, da te starejše variante niso zdaj ukinili, ker ima vsaka svoje indikacije in vsaka svoje prednosti. Ni to, ker zdaj pa smo panaceo najdli, ko bo zamenjala vse. Je pa za en set pacientov definitivno dodana vrednost. Morda še koliko pa je splošno takih pacientov, ki bi to potrebovali, 20-25 na leto, ki lahko naredite, ampak koliko pa jih je dejansko? To je zdaj težko oceniti, ampak pool oziroma bazen teh pacientov ni tako majhen. In morda seveda za popularizacijo tega se bodo našli oziroma bo število njihovo naraslo. To je težko oceniti. Jaz bi ocenil verjetno, da bi prišlo na našo ustanovo okrog 50-60 pacientov letno. In smo že imeli tudi bistveno daljšo čakalno dobo, ki smo uspeli nekoliko reducirati. Tako da, ja, se najdejo taki pacienti oziroma indikacije za te posege. Deloma pa tudi seveda v obveščenosti pacientov stvar. Tako da nekateri se res, bom rekel, matrajo, ne vedoč, da to obstoja. Zato je tudi fajn, da je mogoče da informacija pride v javnost.